Spoštovani dr. Milan Zver, kandidat za predsednika Republike Slovenije, spoštovani gospod Janez Janša, predsednik vlade, spoštovana gospa Ljudmila Novak, podpredsednica vlade in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, to moram še posebej pozdraviti, ker je naša ministrica. Spoštovani vsi gospe in gospodi ministri, spoštovane gospe in gospodje poslanci, dragi prijatelji, tudi sam prinašam prisrčen pozdrav stranke Slovenska skupnost, stranke Slovencev v Italiji, ki imam čast zastopati in seveda sem vesel za to povabilo. Nekoliko mi je nerodno, ker nisem bil tako priden kot moj kolega magister Smrtnik, nisem nič pisnega pripravil in zdaj, ko mi je Eva tako, bi rekel, ne vem, kako bi rekel, prisrčno najavljam, je še bolj nerodno, zato bom poskušal se zbrati. Upam, Eva, da ne bo ta tvoj profesor kaj posebej ljubosumen, če to rečem, ampak to je bilo treba povedati. Jaz prihajam naravnost iz okolice Innsbrucka, iz kraja Štams, tam, kjer je nek zelo zanimiv cistercijanski samostan, kjer smo sinoči proslavljali 60-letnico pomembnega evropskega politika, dr. Michla Ebnerja, ki je bil kot zastopnik Južno-tirolske ljudske stranke in tamkajšnje manjšine 3 mandate poslanec v italijanskem parlamentu in potem 3 mandate poslanec v Evropskem parlamentu. On je bil bodisi v italijanskem parlamentu kot v Evropskem parlamentu tudi glasnik Slovencev v Italiji, mi smo preko njega v italijanskem parlamentu vlagali zakonske osnutke, v našem imenu vlagal interpelacije, v Evropskem parlamentu naj odpiral vrata manjšinski politiki Slovencev v Italiji in Slovencev na Koroškem v Evropski parlament, predsedoval je intergrupi za manjšine in večkrat organiziral tematske sestanke prav na problematiko, ki so imeli naši prijatelji na Koroškem, zlasti glede dvojezičnih tabel, ki smo imeli mi glede dvojezičnih izkaznic. Sam sem večkrat imel možnost nastopati v Evropskem parlamentu, pravkar je on to organiziral. Skratka, velik prijatelj Slovencev v Italiji na Koroškem, predvsem pa tudi velik prijatelj Slovenije. On je bil sopredsednik tega parlamentarnega odbora Evropskega parlamenta in Slovenskega parlamenta v času pridruževanja. Mislim, da je ogromno naredil tudi v času osamosvojitve. Skratka, zaslužen človek za ves slovenski narod. Jaz sem upal, na njegovi 60-letnici je bila prisotna, bi rekel, skoraj da smetana evropske politike. Kot govorniki so nastopili profesor Hans-Gert Pöttering, bivši predsednik Evropskega parlamenta, ki mi je danes zjutraj na zajtrku dejal, naj lepo pozdravim vso to družbo, predvsem dr. Zvira. Rekel je, pozdravi 3 ljudi v Sloveniji, dr. Zvira, gospoda Janšo in dr. Štuheca, vse 3 lepo pozdravljam v njegovem imenu. Poleg gospoda Pötteringa je tam nastopil seveda Jozef Paul, to je sedanji vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, nastopil je bivši avstrijski kancler Schüssel, nastopil je Lojze Peterle kot zastopnik Slovencev in nastopil je bivši predsednik Evropske komisije in italijanske vlade profesor Romano Prodi. Skratka, izjemna, bi rekel, participacija in 400 uglednih gostov. No, jaz sem upal, da bom tja šel nekako z nekim posebnim darilom, ki bi mu ga Slovenci nekako dolgujemo, zamejci, ampak tudi, bi rekel, celotna Slovenija. Pa sem šel praznih rok, žal. Mi smo kot Slovenska skupnost predlagali, da bi dr. Ebnerju slovenska država podelila državno odlikovanje, to sem predlagal že pokojnemu predsedniku Drnovšku. Ponovil sem vlogo aktualnemu predsedniku, vendar sem tja šel še vedno praznih rok. Jaz mislim, da si državno odlikovanje zaslužijo ljudje, ki združujejo, ljudje, ki so nekaj za Slovenijo naredili in da ni potrebno državno odlikovanje podeljevati tistim, ki niso za Slovenijo delali, pač pa mogoče proti njej. In mislim zato, da potrebujemo predsednika, ki bo združeval, predsednika, ki bo imel visoko moralno držo, visoke etične vrednote in sem prepričan, da jih dr. Milan Zver ima in da je najboljši kandidat za to mesto. Zato mu iz srca želim veliko uspeha in zmage na volitvah. Hvala lepa.